Koliko šol letos tekmuje? Na samem tekmovanju je udeleženih kar 6 srednjih gostinsko-turističnih šol iz cele Slovenije. Naj povem, da iz vsakega pretekmovanja se kar 3 ekipe uvrstijo v veliki finale, ki bo meseca maja. In tudi danes bomo zbrali eno izmed 3 ekipe, ki se bojo uvrstile samega finala. Kako predtekmovanje poteka tokrat v Radovljici? Celotna ekipa pripravi kulinarično zgodbo, edinstveno iz njihovega lokalnega okolja. Kuhar in njegov pomočnik skuhata celotno jed, natakar to jed gostoma postreže, turistični vodnik pa pripravi zgodbo in jo tudi gostoma predstavi. Zakaj je ta jed pomembna, zakaj prihaja iz njihovega lokalnega okolja in vse v povezavi z njo. In kdo je letos v komisiji, ki ocenjuje jedi? Celotno tekmovanje vodi Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije in sami strokovnjaki kuharskega in strežnega dela se glede na posamezno pretekmovanje menjujejo. Tekmovanje pa vodi gospod Tomaž Vozel, ki je tudi predsednik Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije. No, vse skupaj se je letos začelo v Ljubljani in kje se je nadaljevalo? Prvo pretekmovanje je potekalo na Srednji gostinsko-turistični šoli v Ljubljani, nadaljevalo se je potem v Mariboru in tokrat zadnje pretekmovanje poteka v Radovljici. Finale pa bo potekalo v mesecu maju na nevtralni lokaciji. In koliko dijakov je v ekipi? V posamezni ekipi so vključeni 4 dijaki, kuhar in njegov pomočnik, turistični vodnik in natakar. Kje bo zaključek, prav gotovo sedaj še ne veste, in kaj čaka najboljšega, ki postane Tuševa zvezda? Nagrada je še skrivnost, vendar glede na pretekla leta, naj povem, da to že poteka kar 5. leto. Verjamemo, da bo nekaj v zvezi z izobraževanjem in s potencialom, ki ga ti mladi imajo, da ga seveda še bolj razvijajo in nadaljujejo s svojim talentom. Naj povem, da celotno tekmovanje poteka prav iz tega naslova, da imajo mladi priložnost pokazati svoj talent, se izpopolniti in tudi nenazadnje pokazati kolegom iz stroke, bodočim delodajalcem za nastop njihovih delovnih mest.